Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Prav vesela sem v bistvu, čeprav na tak način, da se lahko skupaj podružimo. Raje bi vas sicer res videla pa začutila tisto pravo vzdušje, ke bi prevevalo tukajle med vsemi nami, ampak žal nova realnost. Vseeno pa danes bomo mi skupaj zakorakali v vprašanje, kako imeti lepe odnose. Mislim, da je to nekaj takega, kar se vsak izmed nas sprašuje. In ko pomislimo na to, ponavadi vedno rečemo najprej seveda partnerski odnosi, ampak seveda niso odnosi samo partnerski, tisti, kateri snujemo, saj vemo, služba, prijateljstvo, potem tudi znotraj družine, ki je lahko, mati, otrok, starševski, in tako naprej. Ampak, če se najprej res pa poglobimo v tisto naše temeljno in na neki način najbolj pomembno, so partnerski. In kaj rečemo, da za njih najbolj potrebujemo? Vsak izmed nas verjetno najprej reče ljubezen. Ljubezen, tisto metuljčki v trebuščku, kemija, da ti človek diši, kako ti je človek všeč. Prvi pogled. Ja, ampak vsi, jaz mislim, izmed nas vemo, da pogosto ljubezen ni dovolj. In zato, ker ni dovolj, lahko rečemo, se pravi zopet, kaj pa potem je tistega, da res rečemo, želim si imeti dober, ne samo partnerski odnos, dober partnerski odnos. Za dober partnerski odnos je pogosto potrebnih ogromno nekih različnih komponent. Se pravi, rečemo, mnogo komponent, ki se nekako zlijejo potem v celoto, ko se med seboj združijo. Zelo pa je seveda pomembno se zavedati, da nekatere komponente so za nekoga bolj pomembne kot druge. Ampak, če pogledamo in če zarijemo malo v njih in se vsake vsaj malo dotaknemo, vprašajte se. Način življenja. Velikokrat bi rekli, zakaj pa način življenja v bistvu vpliva zdaj na neki partnerski odnos. Ja, močno in zelo. Vprašajte se, kaj vam je všeč in kaj vam ni. Kako si želite živeti? Koliko vam recimo pomeni šport? Kakšna prehrana? A si želim, se pravi, da bi skupaj potovala, skupaj športala ali posamično, sem bolj odprt, bolj zaprt? Kako si želim, se pravi, me moti, če nekdo hodi sam okrog, ali sem jaz tisti, ki želim in imam na drugi strani nekoga, ki pa mu to ni všeč. To so pri tej točki zagotovo vprašanja, na katera si je potrebno odgovoriti, in to tako. Lahko bi rekli že kar kmalu na začetku odnosa. Zakaj? Pomislite, kolikokrat se zgodi, recimo, da se dva srečata in reče en, jaz pa rad hodim v hribe, in nekdo na drugi strani želi ugajati takrat v tistem nekem prvem momentu in reče, jaz tudi. Čez pol leta reče, meni pa te hribi v bistvu, veš, jaz sploh ne maram hoditi v hribe. Kaj se zgodi? Tisti prvemu so hribi, recimo pohodništvo, lahko način življenja in to dejansko v svojem odnosu potrebuje. Na drugi strani pa jaz, ki sem prej rekel in sem si želel, mogoče mi pa to bo všeč samo zato, ker sem si želel pridobiti to osebo, enostavno vidim, da jaz tega ne zmorem, ne morem in da me to počasi, ne da me osrečuje, da me je začelo motiti. Ravno obratno, se pravi. Torej, način življenja je še kako pomemben. Druga komponenta, spolnost. Zagotovo tudi ena, ko rečemo, včasih veste, ko rečejo, spolnost je najbolj pomembna. Je lahko krona nekega odnosa, nekega predanega partnerskega odnosa, je pomembna, ni pa najbolj pomembna. Vsaka komponenta, kot smo prej rekli, v bistvu je pomembna. Ampak spolnost seveda je zdaj en način komunikacije, je v bistvu tisto, kako izraz nekih občutkov med nama. Ampak zopet, kaj spolnost pomeni tebi? Kaj spolnost pomeni njemu ali njej? Vprašajte se, kako jaz dojemam spolnost? Kaj mi pomeni? Kako jo čutim? Koliko poznam svoje telo? Koliko poznam svoje občutke? Česa si želim in česa ne?
kaj so moje fantazije. A sem jih povedal, jih poznam od nje oziroma od njega, koliko tudi tukaj na nek način komunicirava. Kako samo sebe dojemam kot žensko, kot spolno bitje. Kako, če sem moški, sebe kot moškega, kot spolno bitje. Pa še vedno je nekaj spolno komunikacijo velikokrat lahko razumemo, spet moški, ženske malo drugače. Ženske pogosto, recimo za res, da se predamo v partnerskem odnosu, potrebujemo že prej vse komponente, v bistvu, da so zadovoljene, da smo slišane, razumljene, da je partnerski odnos dober in potem se v bistvu predamo. Moški velikokrat tisti občutek ljubljenosti v bistvu išče ravno v prvi vrsti v spolnosti. Pol se bova pa pogovarjala. Ampak, zopet, če spolnost umanjka, je lahko hiter velik problem in ne rečemo je 90% zveze. Če je odnos dober in spolnost ok, je pa 10%. Ampak vseeno, tudi spolnost je nek izraz najinega odnosa in je na nek način neko telesno komuniciranje. Pa smo pri komunikaciji. Tista komunikacija, ko rečemo, kaj je to dobra komunikacija? Povedati, govoriti se pravi, slišati, poslušati, iskati neke skupne točke in to tudi početi. Glejte, neskončno pomembno v bistvu pri komunikaciji je seveda v prvi vrsti poznati samega sebe. Ko poznam samega sebe, pa v bistvu nujno je komunicirati to tudi z drugim. Moram se dati, rečemo temu, drugemu spoznati. Drug nima čarobne kugle, kot jo tudi jaz nimam. In ne morem vedeti v bistvu, da nekaj meni, ali pa drug ne more vedeti, da meni nekaj v nekem momentu paše, kot tudi obratno ne. Veste, hitro potem pride do tistega, ko reče, ti pa mene res ne ljubiš. Te gleda in reče, čakaj, zakaj te pa jaz ne bi ljubil? Ja, zaradi tega, ker me ne čutiš. Ja, kako te ne čutim? Ja, zaradi tega, ker včeraj, ko sva sedela v zvoni na verandi, me je zeblo in sem pričakovala, da mi boš pač prinesel nekaj za ogrniti. In on lahko reče, srce, meni je bilo vroče. A razumete? Se pravi, komunikacija je neskončnega pomena. Vedno moramo v bistvu govoriti o tem, kaj se nam dogaja. Kaj pričakujemo, česa ne pričakujemo, kaj nam je všeč, kaj nas moti, kaj si želimo in česa si ne želimo. In prvenstveno najprej razumeti tudi zakaj. Zakaj pri sebi. Potem je pa še ena pomembna stvar v komunikaciji. In to je, da mora vedno bazirati na jaz, ne na ti. Če govorim, ti to ne, ti to ja, ti bi mogel to, ti ne bi smel tega, ti si tak, ti nisi tak ali taka, v bistvu se na drugi strani človek vedno počuti v bistvu napadenega in hitro lahko, samo napade nazaj. Ključna dobra komunikacija je, da govorim jaz. Na nekaj, kar mi nekdo stori na drugi strani, bom rekla, jaz ob tem, jaz čutim, jaz vidim, jaz slišim, jaz razumem, da si mi ti, ne vem, povedala to. Jaz iz tega sklepam. Ali meni to pomeni to, veš, ko ti narediš nekaj takega, v meni prebudi, ne vem, ta strah, lahko je z moje neke preteklosti. Se pravi, da govorim o sebi. Takrat ima drugi možnost v bistvu slišati in razumeti mene in ne, da se na drugi strani mora samo braniti. Ali jaz, seveda, če bo nekdo rekel, ti si taka, ti nisi taka, pa bi mogla biti taka, pa zakaj ti tako, pa zakaj ti tega ne. Pri komunikaciji, se pravi, je pomembno to. Pa še ena stvar. Ne umikajmo se. Nekaj je, se pravi, konfliktom izogibajoči se odnosi, tisti, ki tako se bojijo konfliktov, da potem sploh več ne govorijo o nekih težkih stvareh, jih dajemo pod preprogo, ampak težava je tista, da enostavno to obstane. Zaradi tega je potrebno govoriti, komunicirati. Pa smo že naprej, na vzorcih. Vzorci so tisti, ki vedno rečemo, ob sebi si najdem točno takega, da se potem na koncu vedno počutim tako, kot sem se. Vzorci niso zanemarljivi in potrebno se jih je resnično poznati. To je ključnega pomena. Vprašajte se, kdo sem,
kaj sem, zakaj sem to, kar sem, zakaj čutim, kot čutim, zakaj razumem, kot razumem, zakaj imam nekaj rada in zakaj nekaj ne. Predvsem, a to razumem, kaj nekaj v meni prebuja. To so ključna vprašanja, ki jih moramo poznati pri sebi. Potem pa tudi, kako dojemam sebe, kako dojemam, ne vem, ljudi okoli sebe ali neko specifično dotično osebo. Kaj me moti pri njej, predvsem, a vem, zakaj me to moti? Ali to samo pač odigrava nekaj pri meni? In potem poznati svoje vzorce v smislu nekih občutkov, ki jih lahko sicer vedno znova v vsakem odnovu prav jaz sama iščem, poustvarjam. Kar pomeni, če sem se počutila, ne vem, zavrženo, se lahko zelo hitro v vsakem odnosu počutim identično. Ne dovolj dobro, zavrženo, ali bom pa naredila to, da bom zavrgla jaz. Samo zaradi tega, ker je to vzorc, ki ga hudičevo poznam. Mi je domač in zaradi tega v bistvu je tisto, ki ga ohranjam, živega. In zato moramo svoje vzorce tudi poznati, da jih lahko potem nenazadnje tudi spreminjamo. In se jih da. In potem nekako, se veste, odnos zmeram bolj in bolj se začne poglabljati. In je to tisto, ko pa so tukaj znova pomembna vprašanja. Hočemo, nočemo, bi nekdo rekel, joj, ampak o tem pa ja se ne boš pogovarjal ali pa te bo že zanimalo sedaj. Ja, morate, verjemite mi. In to je recimo družina. Z nekom, ko se začnemo, se pravi, bolj družiti, ko se začnemo, se pravi, bolj poglabljati v odnose, verjemite mi, je neskončnega pomena, da tudi vidimo v bistvu, kaj razmišlja, kako vidi. A si želi sploh otrok? A si ne želi otrok? Koliko si otrok želi? Kako bi vzgajal svoje otroke? Kajti zelo hitro lahko trčimo potem čez par let, jaz si pa želim otroka, joj, veš, o tem se pa nisva nikoli pogovarjala, jaz pa ne. Konec odnosa. Kaj pa poroka? A si želiva poročiti? Jaz si želim, ti ne. In nenazadnje na kakšen način? Cerkveno, ne cerkveno, ali nenazadnje odnos. Kakšen odnos si želiva imeti? Predan, odprt, friends with benefits? Se vemo, vse to je danes možno. In prav zaradi tega še toliko bolj je potrebno to skomunicirati. Tudi delitev dela. Ja. Da ne pride do tistega, ne, a mi pomagaš, če sva nenazadnje v tem odnosu skupaj. Velikokrat tudi, veste, ko ženska rodi, pridemo do tega, da reče pri otročku, a mi pomagaš. A ni to nekaj najinega? A se nisva midva za to odločila? Se pravi, tudi tukaj morava skomunicirati, kaj so moje želje, kaj so tvoje želje, kako jaz vidim situacijo, kako ti vidiš situacijo in kje bova našla tisti skupno dobro, da bova delovala v dobro drug drugega in bova to tudi delala. Oba bova o tem slišana in imela občutek zadovoljenosti in ljubljenosti. Finance. Tudi finance so ena tistih stvari, o katerih res moramo spregovoriti. Velikokrat bi nekdo rekel, ne, ali pa to je res neki taka peroča tema, ampak ravno zaradi tega. Kako vidiva stvari? Potem, kaj si v prihodnosti želiva? Kje želiva živeti? Ne? Kaj nekdo vidi? Kaj si želi delati? Ne vem, služba, delo, otroci. Tudi tam je potreben v bistvu v osnovi en sistem. Sistem, ki naju bo oba dva zadovoljil. V odnosi poznamo tudi recimo, da so taki, da nekje eni recimo se odločijo skupno, ne, da nekdo ne bo delal, nekdo pa bo preživljal recimo potem tudi finančno družino, medtem ko bo, ne vem, ženska ali moški pač skrbel bolj za družino doma, otroke, gospodinjstvo in tako naprej. Kakorkoli, je to pač vajen dogovor. Ampak v osnovi zopet v nekaterih odnosih recimo nekdo razmišlja o tem, da bi bile finance ločene, se pravi zelo individualne, nekje pa se pravi ne, tudi to je najino, je skupno, ampak pomembno se o tem pogovoriti. Potem pa prvenstveno, kako bova zdaj s tem počela. Zakaj? Ker verjemite mi, v vseh teh letih moje terapevtske prakse, se pravi več kot 17 let,
se ne vem kolikokrat zgodi, da se začne očitki. A si spet mogla kupiti še eno šminko, ali pa še ene čevlje, pa porabljaš denar za brez veze. Ali pa nekdo ima veliko več denarja, medtem ko ženska, recimo tudi prej, ko je delala, je imela več denarja, potem, ko gre na porodniško, to umanjka, in pridejo v bistvu občutki nerazumljenosti, neslišanosti. Fantastičen primer, recimo enega takega skupnega delovanja v dobro drug drugega je, da vidiva, se pravi, koliko imava skupaj, potem dava recimo koliko bova dala za položnice, potem koliko recimo morava dati čisto za življenje, koliko bova prišparala vsak mesec, in potem tudi, koliko imava vsak denarja čist za sebe. To je tisto, s katerim, če si kupim še to 10. šminko, mi drugi ne more reči, recimo, zakaj pa spet tako. Ali če si on kupi, ne vem, še ta 10. avtomobilček za na omaro, je to tisto, kar njega očitno osrečuje. In prav je tako. Ampak, ko imamo stvari dogovorjene, takrat je vse toliko lažje in občutki so pomirjenosti. Sicer tudi tista druga skrajnost je, da začnemo skrivati. Ali pa rečemo, ne, se to pa imamo v omari že 5 let. Ja. In pridemo nekako do skupnih vrednot. Moralne vrednote, imamo različne vrednote, ali duhovne, se pravi, kje sva tudi tukaj. Kaj je nekomu pomembno, tudi recimo v poslovnem svetu, kam si želi iti, kakšne ima, ne vem, cilje, kako si želi preživljati na nek način ta nek prosti čas. In ko pridemo v bistvu spet do teh vrednot, ki jih res moramo ovrednotiti in si povedati, jih dati vedeti, hočemo nočemo, pridemo tudi do zvestobe oziroma nezvestobe. Verjemite mi, neskončno pomembno je, da se o sami zvestobi, kaj nekomu predstavlja, sploh kaj je za mene zvestoba oziroma nezvestoba in kaj je za tebe. Moramo se o tem pogovoriti. Ker čisto prehitro pride do tega, da ko je že prepozno, ko so meje že prestopljene za nekoga, se pravi, vprašanje je, kdaj se jaz počutim v bistvu prevarano, kdaj se ti počutiš prevarano, izdano, so lahko zelo drugačne. Ampak, če se jaz tako počutim, je za mene in moja meja prekoračena, ampak drugi lahko hitro reče, pa saj ni bilo nič, saj je bil sam pogovor, saj sam na kavo skupaj hodva. Ali pa sporočilo za srčki in kako lepo te je bilo videti in ne vem kaj vse, so samo sporočila za nekoga lahko. Potem pa pride še tisto, nisem vedel ali pa nisem vedela. Meje v odnosu na tak način, še posebej res v današnjem svetu glede zvestobe in nezvestobe, se je potrebno pogovoriti. In če se boste o tem pogovorili, bo tudi vajin odnos v bistvu imel vzpostavljene skupne meje. In verjemite mi, vsak odnos ima svoje meje. Ima svoje neke zakonitosti, po katerih vidva živita. In to je pomembno. Ni pomembno zdaj, kaj drugi rečejo ali pa kako drugi živijo. Doma sta vidva. Vidva, morda vajini otroci, že ali pač v prihodnje. In meje nam dajejo občutek varnosti. In zato so tudi zelo, zelo, zelo pomembne. Je pa seveda, zdaj smo v vseh teh točkah do zdaj govorili predvsem o pomembnih točkah partnerskega odnosa, ki se dogajajo, se pravi, med dvema v predanem intimnem partnerskem odnosu. So pa seveda tudi različne, druge še recimo za drugi odnosi, recimo kot so, v službi, in veljajo še neke druge zakonitosti, ki jih lahko seveda povežemo. Jih lahko uporabimo tudi zunaj, se pravi v službi, ampak so vsekakor pomembne tudi v našem odnosu znotraj partnerskega. In se pravi, za dobre odnose tudi v podjetju, v prijateljskem odnosu in tako naprej, je pomembno zaupanje. Se veste, brez zaupanja praktično se počutiš v bistvu raztreščen. Počutiš se osamljen, počutiš se sam in ni ti okej.
Zaupanje je ena tista stvar, ki v bistvu naše telo hočeš, nočeš, vedno znova išče. In če v partnerskem odnosu pride do nezaupanja, seveda je lahko zdaj vprašanje, kje so posledice, in pa tudi prebudi se ljubosumje. Tudi ljubosumje seveda pa lahko imamo v bistvu nekaj, kar je normalen odziv recimo na neko grožnjo v partnerskem odnosu, lahko je pa seveda tudi patološki in nima nobene veze z najinim dotičnim partnerskim odnosom. Ampak to so pa že vzorci, ki jih moramo pogledati za nazaj in videti, od kod meni nenazadnje vse to prihaja. Ampak da lahko govorimo o zaupanju, je pomembno se zavedati, da je zanj, da ga pridobivamo, potrebna točka tudi kakovostno delo. Se pravi, kako neke stvari, recimo, ki so dogovorjene ali v podjetju, ali se pravi znotraj najinega partnerskega odnosa, kako se tista stvar, ki je dogovorjena, za kar rečeva, da bo nekdo naredil, ali jaz ali ti, da je to kakovostno dobro narejeno. Ne, da potem pride, recimo že doma, da ni dobro narejeno in potem si ti tista, ta sitna. Ampak iz tega pride že nezaupanje. Naslednjič, ko se midva nekaj dogovoriva, a se jaz lahko še v bistvu, a ti lahko zaupam, da bo dejansko to narejeno. Kot seveda tudi, da smo dobri na delovnem mestu, je kakovostno delo neskončnega pomena. Kot druga komponenta pa je seveda ta zanesljivost. Zanesljivost, če jaz vem, se pravi, da se midva nekaj dogovoriva, bo to zagotovo narejeno. In ne, da se stalno sprašujem, a bo ali ne bo. To že vnese v najin odnos nezaupanje. V najin partnerski ali seveda v službi. In ko tega ne bo, počasi odnos začne razpadati, katerikoli. In pridemo do spoštovanja. Velikokrat rečemo, je že na terapijah, ko vprašam, recimo, kaj vam je pomembno za dober partnerski odnos, rečejo, da me spoštuje. Ampak kaj spoštovanje sploh je? Kaj mora nekdo narediti, da se vi počutite, da vas spoštuje? A to res veste? Ko boste izvedeli ali če že veste, morate to tudi drugim povedati. Še posebej recimo v nekem partnerskem odnosu. Je pa nekaj, spoštovanje ni samoumevno. Spoštovanje si moramo zgraditi in pridobiti. To pa pomeni, da moramo biti spoštovanja vredni in moramo za to tudi kaj narediti. Veste, velikokrat rečejo, spoštuj nenazadnje tudi, svoje starše ali nekoga starejšega tam zunaj. Ampak kaj pa, če nimaš česa spoštovati? Se pravi, spoštovanje ni samoumevno. Vprašajte se, spoštujete vi sami sebe? Kaj pa spoštujete pri sebi? In kaj spoštujete pri drugem? Povejte mu to. Ali povejte ji to. Seveda je pa tudi tako, če ne spoštujem samo sebe, kako me bo lahko nenazadnje nekdo drug. In pridemo do mej. Meje, ki so spet v vseh odnosih neskončno pomembne. Je pa nekaj res, da so meje v partnerskem odnosu zelo drugačne od meja, recimo med prijatelji ali na delovnem mestu. Še vedno v partnerskem odnosu rečemo v bistvu, da je neka meja zaupnosti, meja odprtosti, meja, se pravi, o čem v osnovi govorimo, zelo drugačna in veliko bolj široka, kot v bistvu tista zunaj. Kot rečemo, posel je posel, ljubezen je pa ljubezen. In te meje resnično moramo spoštovati. Spoštovati zaradi tega, ker potem delamo naš odnos, ali partnerski, ali se pravi tam službeni, v bistvu varen. Varnost pa je tista, ki je neskončno pomembna. In nenazadnje, pomembno pa je tudi ena stvar. Velikokrat rečemo, postavite meje drugim. Ne. Postavite meje sami sebi. Vprašajte se, kje je moja meja? Kaj si želim in česa si ne želim? Kaj bom dovoljevala in česa ne bom? Dokot jaz sodelujem v nečem, v obnašanju, v tem, kar se dogaja,
Se pravi, postavimo meje sebi, ker nekdo drugi jih vedno lahko krši, ker živi neke svoje meje, ki so lahko zelo drugačne. Vprašanje pa je, kako daleč bom jaz to sama sebi v prvi vrsti dovolila in v tem tudi sodelovala. Dragi moji, ko smo že govorili o mejah, je tudi to ena meja danes naša časovnica, ki se jo nekako moramo držati. In s tem je prišla tudi ta meja, ko bomo morali enostavno si reči z Bogom. Naj pa vam povem tudi, da je to, jaz mislim, da ena izmed mojih zadnjih teh tovrstnih konferenc. In vam zato želim, da si dovolite ljubiti in da si dovolite biti ljubljeni. Ja, tudi to, verjemite mi, si moramo dovoliti. Ker velikokrat se zgodi, da že sami sebi ne dovolimo, da ljubimo ali da smo ljubljeni. Pa srečno oziroma srčno naprej.